Kot kaže, smo pripravljeni, začenjamo torej z velikim finalom. Marko Kuna je tukaj, Orašica! Marko, ti ne navijaš. Ti samo držiš, ti ne navijaš. Ja, slabo zate, ne. Nihče ni popoln. No, in Marko Kuna medtem že začenja. Tole je bilo poblizu, bravo, da je zadržal. Zdaj bomo videli, kaj nam je pripravil Mario Mussolin. Naš super Mario. Ja, dobro je tole Marko naredil. Zdaj gre na glavno steno in bomo videli, kako bo preplezal ostale dele. Napeto bo tole, morda bo odločil tudi čas, bomo videli. Ja, Marko dobro napreduje. Treba samo navzgor. Smer se zdaj premika navzgor proti desni, kolikor je vidno tukaj. Še en tak zelo dolg gib bo tole, tako je videti. Ja, seveda, dolgi, ampak tudi Marko je dolg, torej ne bi smel imeti veliko težav. Opa, Marko je pravilno. Marko se je lepo držal, ampak tole je bilo blizu pasa. To vam lahko pove, kako zelo natančno morajo plezati in kako malo je treba, da pride do osobne napake na tej postavitvi. Navijači ste prej že dobili občutek, ko so plezale dekleta, zdaj lahko nadaljujete, ko plezajo fantje. Gremo! Daleč narazen so prilki. To bo za določene tekmovalce težava. Zagotovo. Še dobro, da je Marko tako dolg spodaj, zgoraj, za njega ni tudi tako pomembno. Dobro, za enkrat, Marko je kar hiter, ima pa minuto manj kot dekleta, 6 minut imajo moški tekmovalci, tokrat za tole postavitev. In zdaj prihajata oba sočka, to je zelo zapleten manever, Marko bo tukaj moral pokazati veliko ravnotežja, predvsem pa veliko moči. Privoščil si je nekoliko počitka, premisleka, ker ni neumno. Dober gib je bil tole, Marko ima prednost, ker je visok zagotovo. Ja, pogledal je proti občinstvu Marko, verjetno to pomeni, da moramo navijati za njega, ker se nas mora slišati. Ja, trudi se, težka postavitev je tole in zdaj že na delu, ki je identičen, kot so ga imela dekleta. Marko je zdaj že čisto blizu tistemu najtežjemu delu. Tukaj ni toliko težko, kolikor je težko, kar se tiče fizične moči. Tukaj Marko zdaj seveda potrebuje nekaj spodbude. Gremo, Marko! Gremo, Kunči, kako bi slišali navijači in prijatelji. Ja, kar dva kompleta naenkrat. Bravo, Marko! Ali boš na tole do konca? Naša šampionka Maja Šuster je prej to zmogla. Koliko dinamita ima zdaj v rokah, Marko? Videti je, da bo tole šlo. Upamo, da bo tudi časa dovolj. Gremo, Marko! Ja, tole pa je akrobatsko. Marko mora zdaj samo še opeti. Bravo, uspelo mu je. Samo še en komplet in potem tistini soček na koncu. Bomo videli, ali bo šlo. Bravo, Marko. In že imamo prvi vrh. Bravo, Bravo, temu pa se reče akrobacija. Prvi nastop je za nami, Marko Kuna!
to, kar Marko počne, ne spada k njegovemu nastopu, da ne boste mislili slučajno. Daj, potegaj se gor, za konkurence proti. Daj za pojas daj. Ja, talec se tudi bo očitno še nekaj časa ostal tam zgoraj. Botanco moramo jaz. Ajde, Kuči! Opa, Marko, opa! Še moči, še moči! Marko, dovolj bo dovolj! Kuči! Evo ga, zdaj pa bo, zdaj pa bo! Marko, ajde! Če bi postavljali talec se 5-10krat in ga ne bi uspelo takole postaviti. Marko gre dol, bravo Marko, guna! Sam Puringa! No tudi to si zasluži velik aplavz. Na tekmovališče pa zdaj kličemo naslednjega tekmovalca, ki prihaja iz Italije. Gabriele Bagnoli, Italy! Welcome to the finals, Gabriele. Good landing. Veliko je pokazal do podaljska pred tekmovanju, zelo suvereno plezal. Takole na prvi vtis je bil zagotovo med najhitrejšimi, bomo videli, kaj bo pokazal zdaj. Tekmovalec iz Italije številko 31. Zdaj, tukaj spa bezlov je vek. Prvi nastop in že vrh, se pravi, moram se pozanimati, ali je to dejansko bil vrh, ni bil vrh. To pomeni, da bi morala biti na sočku na zgornjem delu za modro črto. Ja, torej čisto vrh, tole ni bil je pred vrh. Za čisto pravi vrh bi cepina morala biti na vrhu na rdečem polju in to oba. Torej, Marko je manjkalo koliko nekaj centimetrov, morda še manj, ampak če ni cilj, potem pač ni cilj. Bomo videli, kako bodo pravili drugi tekmovalci. V vsakem primeru pa ste videli sijajen prvi nastop in spektakularno napoved današnjega popoldanskega finala. Še 12 tekmovalcev lahko zmeša štrene Marko Guni. Bomo videli, zanimivo napeto bo tole. Marko je pripravljen? Se ve, da je pripravljen. Pele Mark, tako. Ja. In tudi Gabriele Bagnoli iz Italije je pripravljen. Pripravljeni so tudi navijači tukaj v Domžalah, da pospremimo še enega izvrstnega tekmovalca. In Gabriele Bagnoli je začel. Izjemno tehnično in tudi fizično podkovan tekmovalec. Zelo suvereno plezanje smo gledali, popoldne bomo videli, kako bo to po popoldanskem finalu, ki je vendarle nekoliko drugačno od popoldanskega predtekmovanja. Kar se tiče hitrosti, je Gabriele zelo hiter, vsaj zaenkrat, pa tudi natančen. Slišimo tudi njegove italijanske sotekmovalce, ki navijajo za njega, tudi mi bomo navijali za njega, vsekakor tukaj v Domžalah. Vsi tekmovalci si vsekakor zaslužijo čim več podpore. Ja, zaenkrat brez kakšne posebne težave. Izjemno fizično močan tekmovalec.
vendar pa tukaj fizična moč ni povsem tista najbolj odločilna. Ničesar ne prepušča na ključev italijanski tekmovalec. Gabriele Bagnoli je tole. Bomo videli, kako bo zdaj zadev tajnik. Lepo. Ja, izenačeno bo tole finale. Zelo težko bo. Zdaj želimo, da za zlato medaljo ne bo treba gledati nič manj kot doseči sam vrh. Nekaj težav. Ja, uspelo mu je, ampak tole ni bilo najbolje, porabil je kar nekaj energije, kar ni dobro. Pri tem, da najtežji del še prihaja, pred tekmovalcem sedaj tiste 2 sočka, ki sta odmut. Ves čas pa mora paziti, da ste vredno opazili tudi že sami na pravi kot. Cepini morajo biti obremenjeni pod ustreznim kotom, sicer da tekmovalec kaj hitro izgubi ravnotežje in pade. Zaenkrat je šlo vse kot je treba. Zdaj bo Gabriele nekoliko skušal morda celo posnemati Marka, ne, vendarle ne. Uporabil je drugi soček, ki ga je Marko preprosto izpustil. Ja, tole je zaenkrat šlo lepo. Malce si je vzel časa Gabriele za počitek, kar ni enostavno, lahko mi verjamete. Ja, težak del je tole. Pa Gabriele Bagnoli zaenkrat zelo uspešen. Tudi tu mi je lepo šlo. Bravo. Zdaj prihaja tisti tehnično nekoliko manj zahteven del, ki pa je izjemno fizično naporen. Tukaj bi ta tekmovalec lahko imel nekaj prednosti zaradi fizične moči. Tako, kot smo pravilno zadevali, zelo lepo napreduje, vendar zdaj, ko bo prišlo do tistega prehoda na zadnji premični dinamični stožec, pa bomo videli, ali je dejansko ostalo Gabriele še toliko moči, da bi lahko prišel do dosežka Marka Guna ali bi celo presegal. Bravo, Gabriele Bagnoli! Well done, come on! Ja, zelo težko je tole, veliko premikanja, veliko ravnoteže je treba in utrujenost je tukaj tudi že visoka, ampak Gabriele Bagnoli se ne bo predal, zagotovo ne. Zelo lep tip, bravo! Ja, tole pa je napeto, to je finale, kakršnega smo si lahko samo želeli. Zdaj že pečejo mišice, to so zadnji atomi moči, navijači ste tukaj še kako dobrodošli. Zdaj mora tekmovalec čim prej upeti, zdaj sta tako rekoč, ko bo upel skoraj izenačena z Markom Guno, verjetno pa bo odločil tudi čas. Ja, vendar Gabriele Bagnoli še ni tam, ni še upel, kar je vsem prej kot enostavno. Jej, kako malo manjkalo! Zdaj vidite, kako težko je, kako nemogoče in zasvojajoče je to početje. Ampak Gabriele Bagnoli se drži, se bojuje in mu bo uspelo. Dajmo Gabriele, vaj!
spet tako daleč, bi lahko rekli, ja, uspelo mu je, zdaj se mora samo še nekako prebiti do konca, do tistega rdečega dela in konec. Ja, nekako skupaj s Markom Gulo, Marju Veselinu pa je uspel dejansko, mu je uspela postavitev, ki zahteva zares več kot vse od vseh tekmovalcev. Bravo! Ja, dva tekmovalca smo videli, zdaj bo na vrsti še tretji, ki ga bomo pozdravili zelo na glas. Najprej hvala Gabriele Benioli, Italija! Na tekmovališče pa kličemo zadnjega zmagovalca Evropskega prvenstva, domačina Gregorja Šegla! Širok nasmeh ima ta tekmovalec, trenutno naj tako ostane tudi potem, ko njegovega nastopa konec. Gregor je še en tekmovalec, ki je izjemno napredoval v zadnjem letu, naredil velik preskok in to se je pokazalo tudi na evropskih plezalnih stenah. Zdaj bomo videli, koliko mu bo ustrezala postavitev Marja Veselina. Številka 33 je tole. Zdi se mi nekako na prvi pogled, da je bil Matko bolj prijazen do deklet, ampak morda je to samo moj vtis. Zdaj bo šlo pa zares. Tudi Gregor Šegl ima veliko navijačev. 6 minut ima da opravi s tole tekmovalno postavitvijo. In Gregor Šegl je v tekmovalni postavitvi. Dobro ve, da ni časa za kalkulacijo, ve, da ne sme čakati predolgo, ve, da bodo danes odločale malenkosti. Zaenkrat brez vsake napake, tule pa zdaj prvi preizkus mirnosti. Zelo lepo, bravo! Izstop na glavno steno. Bravo, Gregor Šegl, bravo! Gasa, gasa, so mu rekli navijači. Imate kar prav. Ja, tole je že gledati naporno, kaj še v resnici plezati. Gregor Šegl pa zaenkrat sijajno, tudi on fizično izjemno pripravljen tekmovalec. Zelo dobro mu gre zaenkrat, tudi tukaj, kjer so imeli ostali tekmovalci, nekaj težav, je zaenkrat videti, da jih on ne bo imel. Bomo videli, ne smemo prehitevati. Bravo, Gregor! To pa je bil dober gib, bravo! Matko, varu! Za tole mu bomo dali plus točke. Ja, Gregor pleza tako hitro, da ga Matko skoraj ne dohaja, kar je dober znak. Gregor zdaj prihaja v tiste ključne detajle za tole postavitev, kjer ne sme zgubiti preveč moči, hkrati pa paziti, da ne naredi kakšne nepotrebne napake. Ja, zelo lepo, bravo Gregor! Zaenkrat plezanje brez vsake napake.
Zdaj bomo videli, kako si bo on postavil tega dva sočka, da bi kar najbolje prišel skozi njih. Ne bo lahko, vendar Gregor je sposoben tudi tega manevra, spet ne dvomim. Ja, zelo spreten, zelo fizično pripravljen tekmovalec. In to mu tukaj ne pride še kako prav. Zdaj mora priti čim hitreje tukaj, ne sme izgubljati preveč energije. Ja, Gregor je zdaj lepo prišel čez tale privis. Zdaj pa bo moral pokazati nekaj spretnosti, morda je tudi nekaj sreče. Pametno si vzel nekaj časa za počitek. Tule je morda zadnji čas za nekaj takega. Bravo, Gregor! Zdaj si bo Gregor moral nekako pomagati, kakor si bo vedel in znal, da pride na tale stožec in ga potem tudi premaga. No, navijači Domžal, kje smo? To je zdaj tisti ključni del. Zdaj le se vloča, morda samo v prvem mestu. Gregor Šegal je zdaj že čisto proti koncu. Uspelo mu je, še enkrat. Samo še enkrat ne, pa je že skoraj na koncu. Ja, uspelo mu je! Bravo, Gregor Šegal! Zdaj treba samo še doseči tisti cilj. Samo še nekaj centimetrov mu je ostalo. To je zdaj tisti trenutek, kjer ste navijači. To je zdaj ta trenutek. Nabiti ali ne biti. Ja! Uspelo je! Žar! Bravo, Gregor Šegal! Imamo prvi vrh, imamo zaenkrat prvo mesto. Bravo, Gregor Šegal! Bravo, avo, pada Ljubljana Matica! Gregor Šegal ima očitno tudi navijaško skupino, vsaj po majicah sodeč, lepo. Naslednji pa se na tekmovališče podaja tekmovalec iz Italije, Team Italy, Giuseppe Rocca! Gregor Šegal je zdaj visoko postavil tole letvico, zelo visoko, bomo videli, kaj to pomeni za tekmovalce, ki bodo prišli za njim. Zdaj, če bodo tudi oni prišli do vrha, bo odločal čas, ki pa je tudi v primeru Gregorja Šegla bil dober, kar pomeni, ja, težko bo, ne pa nemogoče. Še vsaj 9 tekmovalcev je takih, ki lahko presežejo ta dosežek, čeprav nobenemu izmed njih to ne bo uspelo kar tako. Ja, čas, ki smo ga ravno kar izvedeli, Gregor Šegal je potreboval za vrh 4 minute 32. 4 minute 23. Še boljše, a ni? Ja, no, in še zanimivost, ne? Marko Guna je pa padel na 4:32. Ja, ampak Gune še niso rekle zadnje, to moramo vedeti, ne? Ja, Giuseppe Rocca, pripravljen na štart. Matko, spodbujam navijače, Domžalčani, Domžalke in vsi ostali navzoči. Giuseppe Rocca je že v postavitvi Marija Mussolina, poglejmo zdaj koliko
bodo italijanski tekmovalci uspeli osvojiti tole tekmovalno postavitev. Zastrašujoče dobri so bili Italijani, treba je povedati, tudi švicarski tekmovalec je bil zastrašujoče hiter dopoldne. Ale Beppe! Prehod na glavno steno za italijanskega tekmovalca. Smola, vseeno lahko zaploskamo. Giuseppe Rocca. Upajmo, da je vse v redu s tekmovalcem. Traverso lì non gli piaceva. Bene Beppe? Giuseppe Rocca, Team Italy! Naslednji tekmovalec, ki ga kličemo na tekmovališče, je podpredsednik Planinske zveze Slovenije, Miha Habjan! Jože, to so pa vaši. Dajmo Storina, dajmo! Bravo Miha, dajmo! Šef gleda! Še eden izmed tehnično zelo dovršenih tekmovalcev, tudi fizično izjemno pripravljen. Prepričan sem, da lahko pokaže veliko in da bo to tudi naredil. Pa še zelo glasno navijačico bo imel danes Šuštar Habjani, eno zlato že imajo, predvidevam, da bo tole navijanje, da bi bilo vsaj še eno, pač bomo videli, do vrha bo treba in to kar hitro. 4 minute 23 je čas, ki ga lovimo, Miha je tega gotovo sposoben. Bomo pa videli. V vsakem primeru je tole za njega domač teren, dobro pozna to plezalno steno. In Miha Habjan je začel s plezanjem. Je pa zanimivo, da Miha Habjan danes tukaj ni edini Miha Habjan, še enega imamo. Smola! Miha Habjan vseeno zasluži velik aplavz. Ja, je pa Mario Mussolini tukaj kar dobro zašpičil tale začetek. Dva tekmovalca sta tukaj že nekako izgubila ravnotežje. Ja, selektivno, ni kaj. Bravo, Miha Habjan! Velik aplavz tudi za njega. No, njemu ni tako težko, v vsakem primeru gre zlato domov, tako da nič ne de, ne? Naslednji tekmovalec, ki ga kličemo na tekmovališče, nosi številko 39 in je 6. po vrsti. Ožbej Resman, AO Radovljica!
Ožbe Resman je naslednji, prihaja iz Radovljice. Tukaj ne piše Redovljica, ne Radovljica, ampak verjetno gre za pomoto, da ne gre za še eno tako podobno vas. Radovljica se reče jasno, a ne? Radovljiški. Takole gorenjski tekmovalec je začel s svojim nastopom. Veliko dobrega plezanja je pokazal v dopoldanskem predtekmovanju, tudi tokrat verjamem, da bo tako. Malce sta zdajle tekmovalca, ki sta bila pred njim, Giuseppe Rocca in Luka Fabjan, prestrašila vse naslednje tekmovalce, ker sta tukaj že prezgodaj zaključila tole tekmovanje. Ja, zadev je tudi tale grif, čeprav mora biti predvsej previden, ko bo zdaj prenesel težo. Zaenkrat je videti v redu. Morda kot informacija uporablja klasične dereze in klasične cepine, ne tekmovalne za orodno plezanje, ker je veliko težje. In če gledamo v tem kontekstu, potem je to zares odličen plezalec. Tako imenovani podprijem bo izkoristil zdaj Ožbej. Ja, tudi tole mu je lepo uspelo. Vendar pa bo moral biti previden, kajti taki cepini za to vrstne plezanje, kjer bo treba biti bolj natančen, niso najboljši. Vendar pa, saj veste, kako pravijo, kdor zna z ovco orje in tudi tokrat gre nekako tako, bravo, Ožbe Resman, gremo! Stari, čisto sem pozabil, lega! Zdaj bo sledil en takrat precej. Škoda. Ampak Matko ga je ujel. Bravo Ožbe Resman in bravo Matko. Iztekla se je lepo. Dober nastop za mladega tekmovalca, vsekakor. Ja, morda je ta predstavitev nekoliko bolj selektivna, kot smo na začetku mislili, je pa res, da je bilo na začetku na vrsti nekaj zares najboljših tekmovalcev, pa še nekaj jih pride in bomo videli, dokam bodo prišli, koliko hitri bodo pri tem svojem plezanju. V vsakem primeru pa veliki finale, kakor si ga lahko samo zamislimo v kakšnih zares lepih sanjah. Hvala lepa, Ožbe Resman! Naslednji tekmovalec, ki ga kličemo zdaj na tekmovališče, Žan Hrastovec, aka Rinka! Še en tekmovalec, od katerega iskreno osebno pričakujem kar veliko. Matko se samo smeji, očitno ve nekaj več kot mi tukaj, ampak tako je tudi prav. Ko se enkrat alpinisti navežejo na goro, potem pravijo, da taka vez traja vse življenje, bomo videli, ali bo res tako. Ja, takole naši najmlajši navijači, lepo jih je slišati. Žan Hrastovec pa je med tem že začel. Gremo, Žan, gremo! Tudi eden izmed tekmovalcev, ki zelo sistematično trenira
zelo dobro ve, kaj počne. Bomo videli, kako pripravljene za tako težko predstavitev, kot je ta, ki jo je zapeljal Mario Mussolini. Ja, kar pametno plezanje, lahko za ta prvi vtis rečemo. Da bi ne najhitreje, vendar pa ta gib je zares zahteven in predvsem zelo neugoden. Pa Žanu je uspel tudi tale prestop, vsaj zaenkrat je videti tako. Ja, uspelo mu je lepo. Tule je treba biti previden, luknjice, v katere tekmovalci zatikajo skupine, so izjemno majhne. Zelo malo je treba, da tekmovalci izgubijo ravnoteže. Čim više se mora potegniti zdaj tekmovalec, da bi dosegel tiste vršne gripe. Ta del, ki prihaja, bi lahko bil Žanu nekoliko bolj pisan na kožo. Še en težak gib prihaja zdajle. Tekmovalci morajo tukaj biti zelo pozorni in najti pravi kot, po katerem lahko obremenijo potem discipline. Ja, kot sem rekel, ni enostavno. Ja, bravo, Žan. Lepo mu je uspelo tole. Težka je tale finalna postavitev. Veliko zahteva od tekmovalcev. Desno, Žan, desno. Zdaj bo treba tukaj previdno obtežiti tale desni skupin. Še en tak gib. Ja, bravo Žan, držal se. Ja, tudi sam je opazil, da je izpustil en komplet in zdaj ga je opel, dobro. Gremo Žan, brez popuščanja, gremo naprej. Žan Krastovec je tole številka 41. Ajde, piči! Zelo zahtevno, fizično naporno je tole plezanje. Paziti moram zdaj, da bo natančno zataknil cepin, kajti ta gib zahteva ogromno ravnotežja. Fizično zelo močan tekmovalec, moči mu zagotovo ne manjka, vzel si je nekaj več časa za razmislek, kako bi rešil. Poglejmo, kaj se dogaja. No, če ste navijači tukaj v Domžalah, očitno potrebuje nekaj pomoči. Gremo, Žan, gremo! Ja, dosegel je naslednji grif.
enkrat pravi trenutek, ker resnično to zdaj, ko bo treba obdržati ravnotežje na njem. Ja, uspelo mu je, bravo Žan, gremo naprej. Tako. Tako, bravo Žan, lahko se je izstopil iz težav. In tekmovalnega časa je konec. Velik aplavz za tekmovalca iz Akarinka, Žan Krastovec. Naslednji tekmovalec prihaja iz AO Kranj. Ime mu je Nec Anžlovar. In ima dve navijačice v prvi vrsti. Medtem ko čakamo, da se pripravi Nec Anžlovar, pa lahko opravimo še dve formalnosti. Zaploskamo našemu fotografu na strehi. Neumorno fotografira že cel dan, kar je kar resen podvig. Drugi, ki moramo zaploskati, pa so naši reševalci. Lepo ste uskrbeli našega plezalca, hvala fantje. Tako, naslednji pa zdaj na vrsti Nec Anžlovar. Nec, pripravljeni, gremo! Zelo suvereno se zaenkrat loti oddelek prečke. AO Kranj bo danes odnesel domov kar veliko, se mi zdi. Ja, tisti tekmovalci, ki niso tako zelo visoko raščeni kot naprimer Marko Guna, imajo tukaj nekoliko več težav, malo bolje morajo paziti na cepine in na kot, pod katerimi zavitajo. Ni pa to odločilno, to smo videli v primeru Gregorja Šegla. Opa, pozor, pozor, Nec. Zaenkrat vse v redu.
Zaenkrat Nec Anžlovar zelo suvereno. Lepo mu gre tale nastop od Cepinov. 6 minut imajo tekmovalci za tole postavitev. Gledamo najboljše letne plezalce, kar jih imamo pri nas. Zaslužijo si podporo, navijanje, spodbujanje na tako težki tekmovalni sceni. Gre za izjemno težko športno disciplino. Nec ima očitno še veliko energije, pogovarja se z Matkom tamle spodaj. Lepo se je stegnil zdaj, lep tip je bil tole, bravo Nec. Tale gib bo zdaj zanimivo videti. Bravo Nec, bravo, dober. Pogumen gib je bil tole, škoda, da ni uspel. Ja, vreden aplauz, vsekakor. Ja, kdor zna tudi z nogo, ni debate. Bravo, Nec Anžlovar, Kranj! Ja, škoda, da se tole ni šlo tako, kakor je Nec zastavil na začetku. Dobro mu je šlo, potem pa, ja, gib, ki je zahteval nekaj tveganja, to tveganje se tokrat ni šlo. Vseeno, velik aplauz, Nec Anžlovar, Kranj! Naslednji tekmovalec, ki ga kličemo na tekmovališče, prihaja iz družinske ekipe Guna. Ime mu je Miha Guna! Še en tekmovalec, ki je dopoldne plezal zelo zanesljivo, dosegel vse 4 vrhove in ki je fizično izjemno močan, kar bi lahko bila za danes dobitna kombinacija. Bomo videli čez nekaj trenutkov, ko se bo podal v tole postavitev in pokazal, katere barve oziroma katere kovine medalje bodo danes v družini Guna odnesli domov, če sploh katero. Vprašanje, konkurenca je huda, zaenkrat imamo Marka Guno na drugem mestu, ampak kar nekaj tekmovalcev še ki lahko vrstni red na vrhu krepko zmešajo. Miha Guna, torej Rašica. Miha je začel. Zelo natančno plezanje, samozavestno, ni videti, da bi imel kakršne koli težave, ne potrebuje veliko časa. Tudi zagotovo zelo fizično močan tekmovalec. Dobro mu gre, lepo. Zaenkrat brez vsake težave, natančno, zanesljivo plezanje gledamo. Če bo nadaljeval tako, kot je začel, potem tole ne more biti slab nastop. Vendar najtežji deli še prihajajo. Ja, kar veliko spodbude ima med občinstvom Miha Guna.
Lepo plezanje gledamo, zasluži si to. Tu je zdaj ta klip, kjer je treba biti previden, kjer je treba zelo dobro vedeti, kaj počnemo. Bomo videli, kako se ga bo lotil Miha Gunnar. Je dovolj visok, da ne bi smel imeti večjih težav. Vendar tako rečeno, velikost vseeno ni odločilna, pomaga pa. Gregor Šegin, na primer, je zelo lepo zadev ta klip. Lepo se je nagnil zdaj Miha. Bravo, lepo! Ja, za fotografe idealen trenutek je bil tole. Naj takoj opomnim vse gledalce, da ne smejo sugerirati tekmovalcem, kaj naj naredijo. No cap from the audience, please. Zelo lepo, zelo natančno plezan Miha Gunnar. Tukaj je treba biti zelo pozoren, zelo natančen na pot, s katerim uporabljamo cepine, kajti lahko zelo hitro pride do izgube ravnotežja. Vendar zaenkrat je videti, da Miha Gunnar ima še vse pod nadzorom in tudi ujel je naslednji grip in to lovi že preko vogala. Bravo, Miha! Zdaj ste na vrsti Sočka, s katerim imamo preselekcijo tekmovalci. Tokrat niso imeli toliko težav, koliko je bilo morda. Moramo pričakovati še enkrat več, se je Miha Gunnar elegantno rešil. Dobro mu gre za enkrat. Ni večerje brez vrha! Pejt, Miha, pejt! Beži, dobro! A jebo, te se tako uči, da ne se zabija! Dajmo, uči! Evo! Lepo, lepo. Da mu le ne bi zmanjkalo časa, ampak tukaj je že težko govoriti o čem drugem, kakor o skrajnih naporih. Potrebuje spodbudo občinstva, prav gotovo, nabijanje tukaj Domžale je danes javno, ima pa še, ja, kot sem rekel, minuto časa, kar ni tako zelo veliko. Za zmago gre, da te vidim, če ne mogo! Dovolj visoko je, da lahko upne, verjetno bi bilo to v tem trenutku najbolj modro, bomo videli, kako se bo odločil. Ja, upeti bo je uspelo, zdaj kako se časa bo je še ostalo, tega čim više, morda bo o tistih mestih, na katerih zdaj dobira, odločalo prav to, kakšna malenkost. Vendar vedeti moramo, utrujenost je tu že silovita. In konec nastopa. Bravo, Miha Gunnar! A se kdo pusti, kaj ne? Sigurno? Izda, ko voda kali.
Morda smo malce prehitro sklepali, da bodo kar vsi tekmovalci lahko prišli do vrha ali pa vsaj blizu. Res je, na začetku je bilo na vrsti nekaj najboljših in eden izmed njih prihaja tudi zdajle. Naslednji, ki ga kličem na prizorišče v finalni nastop, je Jacopo Forza, Team Italija! Zelo dobro zasedbo so pripeljali danes italijanski tekmovalci. V predtekmovanju so pokazali veliko, bomo videli, kako bo zdajle. Jakob je bil sjajen v dopoldanskem predtekmovanju. Prepričan sem, da bo tudi zdaj pokazal, da italijanski tekmovalci zares zmorejo veliko. Zanimiv nastop bo to v vsakem primeru. Gre še za enega zelo dovršenega tekmovalca, tako fizično kot tudi tehnično odlično podkovanega. Bomo videli, kako bo odgovarjala tale postavitev Marija Mussolina. Jakob bo zdaj začel s svojim nastopom in gremo! Predzadnji italijanski tekmovalec, kar 3 se imeli v velikem finalu. Jakoba gledamo, enega pa še bomo, prihaja Filip Pinci, ki bo končal današnji veliki finale. Lepo mu gre, natančno pleza. Čarčuje z močmi, vendar pa smo videli, da se to prav vedno ne obnese. Kar nekaj nasvetov od kameradov dobiva tukaj le za ograjo. Ja, manj sigurnosti pri tem tekmovalcu, kakor smo na začetku mislili, ima pa veliko podpore tukaj v občinstvu. Težki situaciji se je znašel Jakob pa trenutno. Kako jo bom tako uspešno rešil, bo šlo tole, bo. Jej, čisto na koncu, ja, bo, bravo. Bravo Jakobo, vaj. Prej mu je tista prva postavitev očitno veliko bolj odgovarjala, ker je bila toliko moč, tale tehnično morda niti ne toliko. Ampak vendarle, naj ne bo pomote, gre za vrhunski nastop sjajnega tekmovalca. Dai, che buona!
Na tale gib pa bo verjetno zelo zahteven za tekmovalca številko 58. Poglejte, ki je. No, navijači, gremo zdaj, podporo potrebuje. Ja, tole pa bo, če mu tole uspe, bo tole kar podvig. Ja, to pa je, bravo Jakopo. Vai Jacopo, adesso vai, sei da bravo. Dai così, cattivo. Vale. No, pa poglejmo zdaj, kako se bo lotil te težave. Dai. No, šterito za minut pristop. Bomo videli, ali se bo obrestoval. Ja, neverjetno, kaj mi je zdaj uspelo. Skoraj uspelo, pardon. Forza Jacopo, andiamo, vai, gremo. Ja, očitno prihaja od domačega nesoglasja, liti naprej ali ne. Dajmo Jakopo, ajde! Ja, bravo, dajmo! Ja, ampak pri tem je zdaj izgubil kar veliko moči. Dai. Dai cacchio. Dai prova. Lanciati. Za publiko! Siamo tutti con te, dai. Za publiko, Marako! Ja, ko bi toliko spodbude bili, kdaj ti bi resli od kolegov, tudi naših tekmovalcev, ne? Jakopo Forza, ti Vitali! Ja, kakorkoli že, čestitati mu moramo za vztrajnost, tole zares ni bilo lahko. Veliko poskusov, veliko tole nekih gibov, ki pa na koncu nekako se niso šli, vendarle pa tekmovali, zasluži velik aplavz. Jakopo Forza, ti Vitali! Mi pa gremo naprej z zadnjim slovenskim tekmovalcem v današnji konkurenci. Mitja Boršič, pada Kranj! Začelo se je še zadnjič pod slovensko zastavo Mitja Boršič, je tole pada Kranj. Če bo ostalo, kar se tiče slovenskih nastopov, tako kot je, potem je Gregor Šegel najboljši s slovensko zastavo, Marko Guna pa drugi, ampak nismo še tam niti približno ne. Mitja Boršič je tole. Še eden iz imenitne plejade kranjskih alpinistk in alpinistov.
resnično bi temu zaenkrat težko kaj dodali, lepo plezanje gledamo, lepo. Poglejmo zdaj, kako bo opravil s tem naslednjim gibom. Spravil se bo nekoliko više, ker je pametno in potem jaz lahko to dosegam naslednji gib. Bravo. Da se pogledamo, kako bo šlo dole naprej. Lepo, dobro, zaenkrat brez kakšnih posebnih težav. Je pa tukaj le morda že prva, ki se lahko zgodi, upajmo, da se ne bo. Bravo, Mitja, to pa je bilo zdaj lepo, bravo. Ja, odlično pripravljen tale kranjski tekmovalec, zaenkrat ni imel še nobenih posebnih težav. Tudi tukaj je šlo zaenkrat vse gladko, lepo plezanje dole. Tudi noge je postavil zelo pametno za dosego naslednjega griba. Koliko bo ostal v tem položaju, bi ga lahko celo kljub ne preveč veliko centimetrov, ki jih meri v višino, dosegal. Dober položaj, imate na ej. Bomo videli, kaj bo zdaj naredil, kako bo zadev tale grib. Se prekratko, ampak lahko mu uspe. Je jasno, vse lahko pomagaš, no. Ja, gremo, Mitja, gremo. Ej, škoda. Škoda, ampak tole je bil dober nastop, In še zadnji slovenski nastop smo videli, Mitja Voršič, pa na Kranj je bil tole. Bravo, Mitja. Mi pa imamo še dva tekmovalca, ki bosta zdaj odločila o samem vrhu. Prvi bo dal odgovor na to. Paul Črprik, Švica, Switzerland. Z naskokom najhitrejši tekmovalec v predtekmovanju. Bomo videli, ali mu bo hitrost tukaj pomagala. Če bo plezal tako kot v predtekmovanju, potem nas dalje čaka zares veliki finale. Izjemen je bil, tako hiter, da smo bili kar malce presenečeni. Matko ga je komaj dohajal, tako hitro je plezal. Bomo videli, kako bo zdaj. No, zdaj pa poglejmo, številka 71, Paul Črprik je tole. Tako hitro je plezal v dopoldanskem finalu, da ga je Matko komaj lovil, bomo videli, ali bo tako tudi zdaj. Vendar pa, opozorjeni smo bili, da ta proga preveč hitenja tudi ne dovoljuje, da preveč tveganja ni smotrno. Poglejmo zdaj, kako hitro bo Paul opravil s tole postavitvijo. Let's go, Paul, let's go, come on! Vsekakor tehnično zelo dovršen tekmovalec, vendar pa, kot vidite, pleza nekoliko bolj preudarno, kot smo v dopoldanskem predtekmovanju, čeprav zanesljivo zaega in neverjetno kakšna smola. Skoraj bi upal trditi prvi favorit, da se bo izgubilo tole, vendar zasluži si čestitke za nastop v dopoldanskem predfinalu in v finalu. Paul Črprik, Switzerland! Well done, mate, well done!
Prišli smo še do zadnjega nastopa, do zadnjega tekmovalca, ki bo zaključil današnji finale. Prihaja iz Italije, čeprav pravi, da je zamejski Slovenec, Filip Princi, Team Italy! To ni Filip Princi. Malce se bo očitno še pustil čakati, ker je ravno zadnji, ampak naj mu bo. In evo njega, Filip Princi, Team Italy! Filip Princi, torej zadnji tekmovalec v današnjem velikem finalu. Zaenkrat, če ne bo kakšne posebne spremembe, imamo na vrhu Krk Nečo, čisto na vrhu Gregorja Šega, pa potem za njim Marko Guna in pa Gabriele Pagnoli. Vsi trije so bili čisto na vrhu, ampak vrh je dosegel edino Gregor Šegal, no in seveda v ženski konkurenci Maja Šuter-Fabjan. Zelo močno ekipo so pripeljali Italijani danes, kar tudi tekmovalci v velikem finalu in vsi trije zelo dobri nastopi. Zaenkrat Filip nima nobenih posebnih težav, vendar te zagotovo še pridejo. Premaknil se je više, Supin je uporabil za čisto pravo ročito. Zdaj pa pogledamo, kako bo pravi še s tem. Zelo lepo mu je uspel tale gib, samo poziti mora, da zdaj ne izgubi ravnotežja. Zelo malo prostora je za Cepin. Toliko navodil kot Filip dobiva, če se bo zmenil, ne bo nič čudnega. Tisti, ki razumete italijansko, bi verjetno znali preprezati to smer, tudi če vam ne bi dali Cepina v roke. Lepo mu je uspel tale gib. Bravo, Filip! Zdaj prihaja do tistega mesta, kjer so imeli tekmovalci pred njim kar nekaj težav. Upajmo, da jih bo rešil bolje, kot je to uspelo njim. Ajde, Filip, pejmo, pejmo! Ja! Samo naprej, Filip, samo navzgor. Ja, sprašuje se, kateri je zdaj pravi, ker je tisti, ki je pravi tako visoko
No, lepo. Ale, pici, pici. Lepo mu je uspelo. Bo treba čim prej upeti, da ne pride do kakšne neželjene situacije, ampak predvidevam, da je do tega odkritja prišel tudi sam. Zdaj pa ta hit, ki je manjšim tekmovalcem povzročal razen Gregorju Šeglu kar veliko težav. Poglejmo, kako se ga bo lotil zdaj Filip. Filip Princi je tole, Tim Italy, gremo Filip. Težak hit je tole, dolg. Zdaj se bo moral zares stekniti in čisto malo. Dobro se je znašel, upajmo le, da bo tole držalo. Ja, bravo Filip Princi! Mojstersko mu je uspel tale hit, bravo! Schietta già successivo, Fili. Schietta! Zdaj mora iti malce naprej, potem niže, ali pa obdržati višino, tako kot se naredili nekateri tekmovalci pred njim. Gol, gol, pejt. Navzdol, Filip, navzdol bo treba. Dai, Fili, dai. Dobro mu je uspelo, lepo se drži. Dai, non pisare, vai via che c'è. Ja, vedno je doma. Italijanski tekmovalci niso nikoli toliko utrujeni, da se ne bi prepirali s svojimi sotekmovalci. Ale, Filip, pejt. Čas. Bravo, Filip, lepo mu gre tole, zares. Občudovanja vredno. Lepo je upel tole, čeprav ne boljše, kar se tiče Pepina, ampak druge rešitve je taki. Še ena minuta, ne, Filip, tole bo dobro. No. Go on, Filip, go on. Ja, vsekakor je Filipu uspelo osvojiti srca navijačev. Bravo, Filip, pogumno se noti v tej smeri. Ale, pejt. Bravo, Filip Princi, Tim Italy! In to je bil tudi zadnji tekmovalec v današnji konkurenci, kar pomeni, da bomo pustili našemu Branetu Ivaneku, da pregleda rezultate, da pove, kdo je bil najboljši, kdo je bil najvišji in da bomo čim prej potem lahko prišli do razglasitve najboljših na današnjem državnem prvenstvu v letnem oziroma v ročnem plezanju in pokalu SKS. Imeli smo drone, imeli smo padce, imeli smo vrh, imeli smo nekaj izjemnih nastopov in imeli smo kar nekaj dogodkov, ki si jih bomo seveda zapomnili še dolgo. Za danes toliko za enkrat do podelitve, ko se spet slišimo. Hvala za obisk, hvala, ker ste bili del tega sjajnega vzdušja tukaj v Domžalah, ki je vsako leto boljše, in čestitke vsem tekmovalkam in tekmovalcem. Se slišimo čez slabe pol ure na podelitvi.